Pozdravljeni, spoštovane gledalke in gledalci. Nocoj bomo govorili o vinu, pa ne kar nasplošno. Govorili bomo o eni od sort. Posebej rade jo imajo ženske in posebej lepo se menda ujema s čokoladno torto. Tako vsaj pravijo. Ime izvira iz južnotirolske vasice Tramin, kjer so to sorto, preden je postala popularna tudi drugod, gojili od leta 1000 naprej. Nekoliko bolj sproščena tema torej, z gosti, ki o vinu vedo veliko več kot jaz. Martina Baškovič, Slovenska vinska kraljica 2012. Lep pozdrav, Martina. Prijeten pozdrav tudi vam in vašim gledalcem. Kako poteka vaša vloga, vaše naloge? Vse dobro gre? Ja, zagotovo, glede na to, da je bilo moje poslanstvo locirano na leto 2012, sem kar malce obveznosti dejansko že opravila, tako da sem se malce oddahnila, vendar pa tista naveza in ljubezen do vina definitivno ostaja in me spremlja in se rada družim tako z vinarji še naprej in tudi v bistvu delujem na tem, da bom tudi poklicno nekoč v svoji stroki delala, upam, da v vinogradništvu. Danilo Štajer, vinogradnik, eden, jaz bi rekla, večji, ne, rekli ste mi, med 60 in 80 tisoč litri vina. Vinogradnikov se menda ne sprašuje po količini vina, ampak vendarle. Je tako? Je tako. En lep vinski pozdrav tudi iz Plitvice. To je vas, ki je, za tiste, ki tega ne vedo. Blizu Apač, spadamo v občino Apače. Vse skupaj pa leži blizu Gornje Radgone, tik ob meji z sosednjo Avstrijo. In koliko hektarov obdelujete? Obdelujemo 16 hektarjev vinogradov. Vse skupaj pa to leži v Radgonskih Kapelskih goricah. To je v bistvu Podokoliš, skupaj je to trenutno okoliš Štajerska Slovenija. In če že povem, da naša sorta, na katero smo najbolj ponosni, je Traminec. Je seveda Traminec. Mi ga imenujemo dišeči traminec, ker traminca seveda poznamo več, nekateri to ločijo, nekateri ne. Mi smo se odločili, da večjo pozornost posegamo, pač dajemo samo tej eni sorti. Nekateri pravijo, da je to sorta, da je to mutant, da je to en tip traminca, ker poznamo rdeči traminec, beli traminec, rumeni traminec in pa seveda dišeči traminec. Zato je še nekaj časa, ker bomo o tramincih še kako rekli. Tako da lep pozdrav tudi vam. Borut Cvetko pa je eden od soorganizatorjev skupaj z vami, torej Salona Traminec, o katerem bomo nocoj tudi rekli kakšno. Recite, gospod Cvetko. Dober večer vam, prav tako vsem za televizijskimi ekrani. Tako je, Salon Traminec je dogodek, ki je nekako uvrščen med zelo pomembne družabne dogodke tega dela Slovenije, tudi Slovenije nasplošno. Nesramežljivo lahko povem, da tisti pravi vinski strokovnjaki, ki res imajo kilometrino na podobnih dogodkih, pravijo celo, da je to trenutno najboljši vinski dogodek v Sloveniji. No, napovedali bomo ta dogodek tudi s sliko, kmalu jo bomo videli. Povejte mi, kje se je sploh rodila ta ideja o salonu Traminca in kako dolgo, kako stara je ta ideja? Ja, ideja je stara, to bo vedel Danilo, mogoče malo več povedati. Ideja je stara dobra 3 leta ali še kaj več. Sedaj bo ta salon Traminec na gradu Negova pri Gornji Radgoni že 4. In verjamem, da ne zadnjič. Kako da ste se odločili za grad Negova? Danilo? Ja, kot sem že prej povedal, naša klet leži prav v tem podokolišu Radgonsko-Kapelske gorice in ponos tega dela teh naših vinskih goric je vsekakor grad Negova in takšen salon, kot je salon Traminec, mislim, da si zasluži en pravi ambient in to je zagotovo ta prekrasen grad. Pravkar gledamo tudi tole pokušino in povejte mi, koliko ljudi se udeležuje tega vašega dogodka? Nazadnje, se pravi lani, čeprav imamo tako nenavaden datum, zadnji ponedeljek v vsakem avgustu, smo lani zabeležili čez 1000 obiskovalcev, kar je skoraj že tista meja,
za katero pravimo, da bo to, da kaj dosti več ljudi sploh ne bomo pustili več v grad. Nekako želimo, da to postane res takšen pravi vrhunski dogodek, tudi kar se tiče obiskovalcev, hkrati seveda tudi gostov, tako da mislim, da je to res prava številka. Kdo se udeležuje tega? Samo vinogradniki ali tudi kdo drug? Mi pravimo, da je to dogodek, ki ni klasičen družabni dogodek, na katerem bi srečeval obraze, ki jih srečaš vse posod, ki dejansko skočijo že ven iz jogurta v hladilniku, odpreš hladilnik. Se pravi, res pravi nivo ljudi, gospodarstveniki, tudi politiki, recimo temu odločevalci, ki ne jamrajo nad gospodarskimi razmerami, nad političnimi razmerami, ampak ljudje, ki so pripravljeni, da nekaj storijo za Slovenijo, za slovenska vina in za prepoznavnost samega kraja, lokacije, pa seveda Tramincev. Je pa to čas, ki je zelo povezan z Gornjeradgonskim sejmom, gospod Štajer. Je to čista povezava ali imate tudi kakšna ocenjevanja? Kako to izgleda? Je čista povezava prav z tem terminom, ker naslednji dan po salonu je zmeraj vinarski dan na sejmu. In pa zdelo se nam je prav, da če že imamo tako razpoznaven sejem, kot je sejem Agra v Gornji Radgoni, kateri tudi vedno več pozornosti posveča vinogradništvu, vinarstvu, da združimo ta dogodek tudi v tem času in da lahko nekdo, ko prije oddaleč, si ogleda tudi sejem in potem še zvečer pa uživa ob različnih Tramincih. Torej, to je samo uživanje in druženje ali je tudi ocenjevanje Tramincev? Ne, ocenjevanja ni. Ocenjevanja ni. Traminci se predstavijo publiki, kot smo že prej povedali, publika je raznolika, vedno več tudi prihaja gostov iz tujine, ki je tudi vedno več Tramincev, ne samo slovenskih, ampak tudi iz tujine. Lansko leto se je sosednja Avstrija z Kleho na čelu zelo potrudila in veliko vzorcev poslala v to poskušnjo, pa imamo Tramince iz Italije, Francije in še večjih držav. Publika pa raznolika od te strokovne publike do ljubiteljev. Martina, vi ste bili na tem salonu? Ja, moram povedati, da je zelo prijetna izkušnja oziroma več kot to. Namreč zdi se mi zelo pomembno pri samem dogodku, da je zelo pestra struktura tako vinarjev, kot tudi samih obiskovalcev. Namreč ogromno se dela tudi na strukturi mladih obiskovalcev, srednje generacije, v bistvu vseh generacij, tako da lahko res vsakdo najde za svojo dušo, kar si poželi, tako po izboru vina, kajti res široka paleta Tramincev je na voljo in zagotovo gre ne za dogodek samo v slovenskem merilu, zelo visokega merila, če ne najvišjega v naši državi, ampak bi lahko rekli, da v mednarodni ravni, tako kot smo slišali, vinarji so tudi sosednje Avstrije in številnih drugih držav, prav tako pa najdemo tudi obiskovalce iz tujine in tudi iz domačih krajev. Kakšna je sploh vaša izkušnja, bom rekla, z slovenskimi vinarji, slovenskimi vini? Jaz vem, da mi boste vi zdaj povedali, da so slovenska vina seveda nekaj izjemnega in pravzaprav vsi smo prepričani, da so slovenska vina dobra. Ampak vendarle, kako vi vidite to naše povezovanje, ta naš pohod, bi rekla, v tujino, to predstavljanje naših znamk v tujini? Zdaj ne govorim samo o Tramincu. Ja, zagotovo vinarji, človek, ki se ukvarja z vinom, mora imeti dušo, tako kot jo ima vino. In tukaj lahko rečem, da se dogajajo premiki sama, namreč čutim v tej smeri, sem sicer večna optimistka, ampak verjamem, da tudi pri vinarjih in verjamem, da gospod Danilo Štajer lahko to potrdi, da je začutiti mogoče vedno večjo povezanost, namreč tudi pri tem dogodku kar nekaj ljudi stopi skupaj iz različnih strok in to je tista prava pot na splošno pri vinarstvu in dejansko so vinogradniki res ljudje, ki imajo dušo, srce in so dejansko taki kot vino, da znajo razvajati. Vino ima dušo, pravite, to tolikokrat slišimo. Sploh za vino uporabljate pridevnike, morda bolj vidva tole vesta, sploh gospod Štajer, za pridevnike, ki so čisto povezani z človeškimi lastnostmi.
vino je strastno, vino je kaj, nežno, Ja, kako ja. je ljubeče, okroglo, Opojno. opojno, no, in tako naprej. Še veliko je čutno, poglej, koliko izrazov. Ja, še, Martina, je tako, ne? Seveda, Ja. tudi bogato zna biti igrivo. Aha. In kakšen je traminec? Katere predevnike uporabljamo zanj? Traminec je ponavadi, jaz sad rečem, da je traminec asociiran na enega tega postavnega moškega, že na von nam takoj pove, to sem pa jaz, ne? A, tako. Tako je dominantno stopil v Zakaj spredje. pove von? Ker je to, kje sem prebrala, divja V jagoda. vonju v cvetici je zelo razpoznaven, bogat, z široko pahlačo različnih vonjav. Mladi predvsem na začetku spominjajo na divjo vrtnico, potem se A divja vrtnica. po parih mesecih razvijajo še različne cvetice, ki nas spominjajo lahko ali na mandarine, na eksotično sadje, na ananas in seveda so tudi potem sčasoma prisotni razni medeni toni, suho sadje in še bi lahko naštevali. In kratka, na koncu zna pa biti po tistem, ko ga spijemo, dovolj nežen in zna razvajati, kot smo zdaj opazili na salonu Traminec, tudi moške, ne samo ženske. To je bila ena bojazen, predvsem moja na začetku, ker je bilo znano, čez Traminec se ne pije vsak dan, Traminec predvsem pijejo samo ženske, kaj bojo počeli moški na salonu Traminec, ampak Pripeljali ženske. opažam, da tudi moški zelo, zelo uživajo in se vračajo na Tramince, na Grad Negovo. Zdaj, ko smo že pri... Ja, prosite. To je dejansko en od glavnih namenov salona Traminec, ne? Kot je povedal Danilo, razbiti ta stereotip o Tramincu. Kaj, ne? Traminec je po svoje najbolj prodajana buteljka v Sloveniji, hkrati pa imajo ljudje velike predsodke pred njim, točno to, kar pravi Danilo. Ne? In lani recimo, da so sladka vina, ne? Da je to zgolj sladko vino. Pa zgolj k sledicam, ne? Ja, lani smo od 120 vzorcev, Ja. kar smo jih imeli na salonu, je bila večina suhih tramincev. Tudi penine so traminčeve in so tudi lahko suhe, ekstra suhe. Kako ste se vi sploh znašli? Poznamo vas v drugačni vlogi. Kako ste se znašli pri Tramincu? Ste ljubitelj vin in Tramincev posebej? Zagotovo, kot ljubitelj vin, izhajam iz občine Gornja Radgona, kjer je Grad Negova, hkrati pa sva odlična prijatelja z Danilom in pa Normo Baleh, in vsi trije smo se nekako našli pri eni malici v eni gostilni. Beseda je dala besedo in sedaj smo že res lahko ponosni na to, kar smo ustvarili nekako skupaj. Pa, čeprav sem osebno bolj skromen, ampak mislim, da pri salonu Traminec ne rabim biti. Tole, ko smo se prej pogovarjali, ne, da pač govorimo o tem, kako je vino čutno, kako je strastno, kako je nežno, opojno in kaj vem kaj še vse. Vino širokega telesa z dolgim odhodom. To je zapis, ki sem ga našla za Tramince. Mi prosim pojasnite, kaj to pomeni. Jaz bi dejala, da Traminec nikogar ne pusti ravnodušnega, ima bogato vsebino. Lahko rečem sama po ocenih, tudi sama, ko sem okušala vsa ta vina po Sloveniji različna, da je dejansko Traminec najbolj aromatična sorta v Sloveniji in ta dolgi pookus je pa v bistvu tisto občutenje, ki pusti v bistvu spomin in ti spomin čudovit, ki v bistvu porodi željo po še in zaradi tega tudi sem prepričana, da je salon Traminec zgodba o uspehu, kajti vsako leto je čezdalje več zanimanja. Bi pa rada dodala to, glede na to, da so organizatorji včasih malce skromni, da je prav, da se pove, da salon Traminec je dogodek izjemnega pomena v vinarstvu, vendar gre tukaj še za korak naprej, namreč združujejo ne samo kulturo pitja, vinarstvo, ampak povezujejo celotno zgodbo in dajo celotni zgodbi še piko na i s tem, da v bistvu pride do druženja vina in hrane, hkrati pa poskrbijo še za bogat kulturni program. No, to smo prej videli, da igrajo zanimivi pevci. Kakšen program bo letos? Letos prihaja Vasko Atanasovski s svojim triom in pa večni romantik in šarmer Andrej Šifrer.
Kar se tiče, pa vedno imamo tudi kakšnega pesnika in na začetku bo svojo poezijo prebiral Marjan Vincetič. Lepo, tudi pesnik iz teh krajev, ne? Tako je. Imamo pa obljubljeno tudi od Jerneja Dirnbeka, Dimeka iz skupine Midva, ki je pred 2 letoma nastopal kot član zasedbe Midva na salonu Traminec in nam je lani napisal celo himno salona Traminec. Letos je trenutno na morju in je predno šel na morje, mi je obljubil, da se bo potrudil, da bo to himno celo uglasbil. Tako da upamo, da nas čaka tudi to. Pravkar vidim, da teče podlaga, pa smo videli župana občine Gornje Radgone, mislim na prvi strani. Vam občina stoji ob strani pri tej organizaciji? Kako je, oziroma tudi APA, če ste rekli? Ne, občina je Gornja Radgona. Pardon, se opravičujem. Stoji nam vsekakor ob strani, vse je zavod Kult Protur, katerega direktorica je Norma Bale, tudi ima v upravljanju grad, hkrati občina seveda tudi pomaga, tudi nekaj finančno, moralno. Dejansko se lahko na župana obrnemo kadarkoli za kakšno pomoč. Hkrati pa tudi občina, iz katere prihaja Danilo, njegova klet, občina Apače, prav tako vsakokrat pomaga pri tem dogodku. Prav tako pomaga, ja. Poglejte, že v uvodu sem povedala, da je to pravzaprav sorta, ki izhaja iz Francije in ne, Italije. Iz Italije. Južne Tirolske. Pardon. Ja, ampak v Franciji pa naj bi delali najboljše tramince. Sem prav prebrala? Ja, zdaj mi radi rečemo, da pridelujemo mi tudi zelo dobre, ne? Ja. Ali pa najboljše. Vsi radi rečemo, da pač pridelamo najboljše, ampak moram pa reči, da dobri traminci ne rastejo povsod. Je zelo zahtevna sorta, tudi kar se tiče glede tal in pa same mikroklime. In poznamo samo nekaj dobrih takih vinogradniških lek ali predelov, kjer uspevajo odlični traminci. To je, kot ste omenila, Francija, v bistvu ta del Alzacije, ki meji na... Tam sem prebrala nekje, da je leta v 70. stoletju, da je ta sorta mutirala. Mi lahko kaj o tem poveste, zakaj gre pri tej mutaciji, v čem je do te spremembe prišlo in zakaj naj bi bila zdaj ta vina tako zelo dobra, ta mutirana vina? Ja, glede, mutacije se v naravi dogajajo zmeraj, ne, in tudi zdaj Ampak to je za veliko mutacijo, iz zelenega v roza traminec. To je, prišlo je do več mutacij. Pred tem zelenim tramincem bi po zdaj najnovejših raziskavah, ko imamo možnost iskati tudi preko DNK zapisa prednike, so prav predlani na tem simpoziju traminov dokazali, da traminec ne bi naj prihajal iz tramina, ampak nekje iz Srednje Azije in bi naj bil prednik traminca, celo ena rdeča sorta. In manjka jim še samo ena starševska linija, da bi lahko rekli, da je mogoče traminec celo potomec modrega pinoja. Pa ima vsaka sorta tako razdelano zgodovino, bi rekla? Ja, ene manj, ene bolj, ne. Traminec torej zelo. Tudi en lep primer lahko opazimo pri sivem pinoju ali pa pri belem pinoju, ne, kjer se večkrat na eni trti sivega pinoja, kateri je obarvan vijolično, ne, se pravi grozna jagoda, ko je v polni zrelosti, se vmes pojavijo kakšne jagode bele oziroma svetle, se pravi belega pinoja in pa obratno pri belem pinoju, se pravi se te mutacije še vedno dogajajo in vedno se bo v naravi najdlo kaj novega, ampak to je treba pa čuvati in pa obvarovati naprej, ne. Ne bodiva preveč strokovna, ker moram odkrito priznati, da najbrž je to tudi za naše gledalce, upam, da nekoliko preveč. Traminec je pač tako, ne. Vsi ga poznamo kot, prej smo rekli, žensko vino, pa kot vino za sladicam, Martina. Pravzaprav vsako vino ima neko svojo hrano.
Ja, tako pravijo. Ja, zagotovo je tisto ujemanje vina in hrane zelo pomembno. In tudi to je v bistvu del vinske kulture, da se vinogradniki in vinogradništvo na splošno v Sloveniji tudi na tem področju izboljšuje. Namreč mnogokrat se mi zdi, smo naleteli, ko smo prišli, kajti Slovenija je tipična. Na eni strani imamo velike vinogradnike, odlične, kot je gospod Danilo, na drugi strani je pa naprimer regija, iz katere prihajam sama, ne smem pozabiti na Dolence. Dolenska je pa tipična, zelo razvejana, v bistvu vinogradniška družina, če lahko tako rečem. Namreč združujemo 6000 vinogradnikov v sami zvezi in smo manjši vinogradniki v njej včlanjeni, imamo tudi velike, ampak v bistvu, da se tudi te majhni vinogradniki izobražujemo, če tako rečem, in da vemo tudi te kombinacije ustvarjati. Namreč to se mi zdi zelo pomembno in tudi to lahko na salonu Tramince odlično okusite, kajti res poskrbijo za ne samo vrhunska vina, ampak tudi odlično kulinariko in je res razvajanje okusov v popolni meri, tako kot sem prej dejala, v bistvu vse te kombinacije. In dejansko, ja, ta kombinacija je pomembna, kajti sama si ne predstavljam hujšega občutka, kot naprimer, ne vem, po kosilu dobiti odlično sladico na mizo, ob tem pa naprimer vino, naprimer cviček. Pa vam zelo rada kot Dolenka cviček, ampak ne pri sladici. Zagotovo tam vidim kakšen Traminec. Zdaj, ravno ko ste Dolenjsko omenili, v zavesti Slovencev Dolenjska pravzaprav ni bila ravno tista pokrajina, ki bi bila na zemljevidu vinorodnem. Štajerci smo sploh zelo občutljivi. Menimo, da imamo najboljša vina. Zdaj to ni več res. Primorci se mi zdi, da so že zelo blizu, da pa ne govorim, da ste Dolenci, tako kot ste rekli, 6000 vinogradnikov, napravili mnogo. Tudi iz cvička, ki ga začenjamo piti povsod. Ja, dejansko vse 3 vinorodne dežele v Sloveniji, Posavje, Podravje in Primorska delajo na kvaliteti, ljudje se trudijo, se izboljšuje in tudi sama sem res vesela, da je tako. Namreč tudi sam izraz, naprimer države, že na odnos od zunaj se kaže, naprimer pri raznih promocijah vidimo, da vseeno to poteka na nivoju, da so kozarci primerni, da se loči belo, rdeče vino. Vsi te detajli, ki v bistvu odražajo vinsko kulturo, včasih niti nismo pozorni na to, pa je pomembno. In dejansko zame kot vinsko kraljico Slovenije je bilo najtežje vprašanje dejansko, katero vino mi je najljubše. Kajti Slovenija ima odlična vina in je težko odgovoriti. Ja, ampak sem vesela v bistvu, da pri vsakem obrogu obstaja več možnih hodov, pa k tem tudi več vin. Gotovo veš odgovoriti na salonu Traminec, katero ti je najljubše. Ja. Čez 100 vzorcev. Ja. Bi pa se navezal še na to, kar je omenila Martina, pa tudi vi. Letos smo ravno zato, da bi še bolj prefinjenim okusom naši gostje zapuščali salon Traminec. Se bo Danilo kot ne samo priznan vinogradnik, ampak tudi priznan sommelier in ocenjevalec vin potrudil in bo organiziral takšno malo šolo vinskih okusov, smo to poimenovali. Mogoče Danilo še kaj več o tem ve povedati. Ja, ideja je piše na planu zaradi tega, ko smo že prej slišali, vedno več mladih zahaja na salon in to nas zelo preseneča in smo tega veseli in si želijo novega znanja in velikokrat nam je samoumevno, da ljudje vejo, kaj je suho, kaj je polsuho, kaj je polsladko ali kaj je predikat, ampak ljudje tega ne vejo. Še vedno ne, se mi zdi, da je vendarle že... Marsikdo ne ve. Ampak zdi se mi, da se samo vprašala bom, da se še v gostilnah ne sprašuje več, kaj boste pili, da že znajo vprašati, vse o boljših, ne samo belo ali rdeče. Vedno bolj. Se ne bomo šli tako daleč nazaj, ampak vseeno bomo začeli s temi osnovami. To bo v bistvu ena taka mala šola vinskih okusov. Dvakrat se bo zgodila v času salona. Kako bo to izgledalo? Kdo bo imel interes, se nam bo lahko pridružil. V bistvu bo samo predavanje ali tudi spodaj in poskušnja treh vzorcev. Bo ta 2 dogodka, dvakrat v tem času odprtja salona in zmeraj bo zraven kakšen zanimiv gost iz tujine. Tako da kaj več pa zdaj, če že vabiva ljudi, pridite na salon. Zdaj, če že vabiva ljudi na salon, torej bo tudi kaj
hrane zraven, vsakem kako to zgleda. Tako kot je omenila Martina, dejansko vedno povabimo tudi priznane slovenske gostince, kuharje, šefi se imenujejo tudi. Lani smo imeli 13 takšnih gostincev, ki so tam pripravljali in ponujali svojo hrano. Vsak pač en svoj izdelek in letos tudi mislim, da bo nekaj takega. Je pa izbira zelo zanimiva. Včasih mogoče, tako kot je stereotip o tramincu, je mogoče tudi stereotip, kakšna hrana gre k kateremu vinu in naši gosti so do sedaj ugotovili, da tudi kranjska klobasa, pa tudi bograč odlično ustrezata s tramincem skupaj. No, zanimivo. Predvsem ker seveda vemo, da druženje hrane in pa vina je pol to ena, če je prava poroka, en vrhunec enega obroka ali enega doživetja. In traminec kot ena aromatična, pikantna sorta, aromatična, ko sem povedal, zelo dobro spremlja kakšne pikantne jedi, ali pa jedi, ki se malo poigramo s kakimi začimbami, kakšna azijska kuhinja, japonska kuhinja gre, lepo zraven tramincu, pa seveda sauvignon in pa take aromatične sorte lepo spremljajo take pikantne, malo bolj izzivalne krožnike. Gospod Štajer, kako pa kaže letošnji letini tramince? Ja, zaenkrat lahko rečem, da je vse pod nadzorom. Narava na koncu pol vse lepo popravi. Najprej smo govorili, da smo pozni, da bomo veliko kasnili zdaj s temi lepimi dnevi. Vse počasi nadoknadi, malo se borimo tudi z boleznimi, malo ujedi letos nagaja, bolj kot prejšnja leta, ampak zaenkrat kaže odlično. Kaže odlično. Martina, jaz pa bom še malenkost pri Vinski kraljici ostala. So še vedno tako strogi pogoji za Vinske kraljice, to ostaja, ko jih izbirajo? Se pravi 18 do 25 let, znanje enega tujega jezika, pa samska mora biti. Ja, neporočena dekle mora biti. Je pa v bistvu, to se mi zdi, to so te formalni pogoji, so pa v bistvu še bolj močnejši te vsebinski, ki pa prepričajo potem strokovno komisijo. Dejansko bo potem ogromno prakse pa dekle dobi po celotni Sloveniji, namreč številne dogodki so bili, ki sem jih obiskala, čez 200 sem jih nanizala v preteklem letu, tako da je res v bistvu tista vsebina potem dejansko, ki da instituciji Vinske kraljice Slovenije glavno vsebino. 200 dogodkov? Čez 200, ja. Bi lahko katerega posebej izpostavili? Pustiva zdaj Salon Traminec, tega ste že prej rekli, da je tudi videti. Ja, zagotovo Salon Traminec, mogoče glede na to, da smo v takem času, bi omenila ravno leto nazaj, v tem obdobju sem se pripravljala na dogodek, ki si ga štejem v posebno ponos v domačih krajih. Namreč ob svojih četrt stoletja sem imela največjo željo, da bi ob tej pisani paleti ljudi, ki mi ogromno pomeni, in sem se srečevala z njimi tako tokom mojega življenja, kot tudi tokom institucije Vinske kraljice Slovenije, povabila na kozarček vina, in to sem tudi storila, in tako sem imela za svojih četrt stoletja nagrado Mokrice 250 povabljenih ljudi ob domačem citrskem orkestru, v katerem igram, harfistki, naši Nuši Derende in tako dalje. In je bilo res dejansko več kot dober mesec dela, organizacije, zato še posebej v bistvu tukaj velja pohvaliti celoten dogodek, takšne kot so Salon Traminec, kajti res vem, da je ogromno truda vloženega, na koncu pa sem svoj mandat tudi zaključila z dobrodelnim koncertom, ki je bilo pa tudi v bistvu obiskan čez 2000 ljudi in zbranih malo manj kot 12.000 evrov sredstev za brežiško porodnišnico. Iskrene čestitke. Hvala. Spoštovani gostje, hvala vam za to kratko učno uro o vinu in o Tramincu posebej. Spoštovani gledalci, tudi vam hvala. Nocoj smo govorili o Tramincih, ki so tako ugledni, da imajo celo svoj salon. Pri nas jih največ gojimo prav na Štajerskem in so najbrž ali pa morda že prerasli znamenito Vinagovo izdajo z belo etiketo ali še bolj znamenito Gornjeradgonsko s črno. A to pravzaprav niti ni tako pomembno. Pravijo, da to okroglo, toplo dišeče vino lahko polepša sleherni večer. Le da tudi zanj velja, treba ga je piti po pameti. Lepo se imejte.